Ko sem prenehal dihati, se spomnim trenutka, kjer bi si lahko rekel, zdaj se bom pa spočil. Aleks, nam prosim razložite, kako blizu smrti ste se znašli in kako gledate na to? Zelo blizu sem bil že pravzaprav na poti tja, ne? To se pravi prenehanje dihanja, oživljanje in potem ena urgentna operacija. Meni so namreč zamenjali jetra. Po tej menjavi sem bil še 5 dni v komi in potem sem se prebudil iz kome. No, kaj je bilo pa vmes? Tisti prvi trenutek, ko sem prenehal dihati, se spomnim trenutka, kjer bi si lahko rekel, zdaj se bom pa spočil. Ne glede na to, kakšna traumatična izkušnja je to, ampak recimo, če si predstavljate, ko prijete z enih hribov, pa malo noge bolijo, pa se uležite, pa tako na tak prijeten občutek zlije po telesu. No? Nekaj takega je to zgledalo. Kaj je na drugi strani? Kaj je na drugi? A srečaš, a vidiš kakšne sorodnike, ki mahajo, kao, Aleks, prid sem. Ne, moram reči, da tega nisem videl. Tega ni. Je pa en tak neskončen mir. No? Zato mogoče tudi ta izraz večni počitek. Pokoj, ja. Kakšen imate zdaj vi odnos do smrti? Ravno tako ne bi rad umrl, a ne? Tako, kot vsi imam občutek, ampak vendarle, tako kot sem prej rekel, bolj sem se nehal bati živeti, kot da se bojim umreti. Pač življenje je trpljenje, ampak lahko postane tako navadno trpljenje, namesto nevrotično. Brez besed. Čakaš, da rečem? Veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.